Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bom odgovarjala na vprašanje, zakaj se določene ženske obnašajo drugače pred moškimi, kot se sicer. Bila sem pač nekje, se ni pomembno, in sem govorila z eno gospo, ki je rekla, in potem nekdo pride do mene, ki je avtoriteta in nasprotnega spola, to je govorila gospa, in jaz rečem, ja, bom naredila. In čeprav v meni kriči, nimam časa, ne morem, jaz enostavno naredim. Zato, ker je avtoriteta in zato, ker je moški. Najmo najprej pogledati, zakaj ženske določene pred avtoriteto, in tukaj tudi mnogi moški imajo težave, ko pride avtoriteta, enostavno počepnejo. No, v glavnem, ta gospa ima sigurno program, moram biti pridna punčka in bi bilo mogoče že čas, da odraste, ker ni več potrebno biti pridna punčka. In nekoč sem bila na eni delavnici, a veste, bila je ena gospa, stara 75 let, njen program je bil, moram biti pridna punčka. No, verjemite mi, nobeni ženski ni potrebno biti pridna punčka. Zdaj verjetno vam gre kar čez možgane, ne, da pridne punce pridejo v nebesa, poredne pa še dlje, nekaj takega. V glavnem, ampak ne gre se za to, da postanete poredne, ampak kako postati v svoji močni ženski energiji, biti v svoji energiji in ne biti možača. No, ker potem sem pa z eno drugo gospo govorila in je rekla, veš, jaz imam velike težave s hormoni, ker mi rastejo dlake po obrazu. In že celo življenje delam moška dela in moram vse vleči naprej. In ja, ta gospa je v moški energiji in je vedno bolj možača in to spet ni privlačno. In naslednja stvar pri odnosih, ko recimo ženska gre na zmenek, ko na en način postane drugačna, sploh ne sebi podobna. Kot da bi želela narediti nek vtis na moške. Od kje izvira vse skupaj? Moja teorija, zdaj lahko rečete, da se mi je odpeljala, ampak se ni pomembno. V glavnem, moja teorija je, da se obnašamo v določenih odnosih tako, kot smo se obnašali tudi v preteklih življenjih. In tiste dame, ki predelujete prostitucijo, recimo prostitutka ni smela gledati moške v oči. Ali pa recimo tiste, ki predelujete gejše. Japonska ženska z vzhoda je morala hoditi 2 metra za možem in nikogar ni smela pogledati v oči. Se pravi, vedno je imela sklon pogled, biti ponižna in tako naprej. In tudi, če greste na potovanje, ne vem, nekam na vzhod, veste, da na vzhodu je še močno prisotno to, da se ženske klanjajo in hodijo ritensko in tako naprej. Pač, čas je, da mogoče kakšno stvar počistimo in najprej preverite z mišičnim testom. Se pravi, to moje obnašanje do avtoritet je povezano s programom Strah me je avtoritet. No, in če zdaj jaz naredim mišični test, če preverim pri sebi, a ne, se veste, kako gre mišični test. Se pravi, če jaz rečem, moje ime je Minka, grem naprej, in če rečem, mene je strah avtoritet, grem nazaj, ker jaz absolutno tega strahu nimam. Ko je nekdo avtoriteta, pač je avtoriteta, ali pa če ima nekdo višjo izobrazbo, ima samo potrdilo, da je pridno sedel in študiral in je prišel do določenega potrdila, da je pač pameten. No, danes me je klicala ena gospa in ta gospa je vprašala zdravnico, če lahko uporablja pač formulo 4, moje vitamine. In ta zdravnica je prestrašila in rekla, morate pregledati stranske učinke. In pa ona mene kliče in pravi, a pa jaz lahko vitamine uporabljam, ker imajo lahko stranske učinke. Kdaj ste pa že slišali, da imajo naravni vitamini stranske učinke? Naravni vitamini, ki so koncentrat hrane, nimajo stranskih učinkov. To je tako, kot bi pisali na bananah. Če pojeste banano, imate lahko ne vem kakšne stranske učinke. Pač banana je banana, a ne? Koncentrat hrane je koncentrat hrane, ne more imeti stranske učinke. Ja, lahko ima pa ta stranski učinek, da imaš več energije. Ampak umetna prehranska dopolnila
imajo pa stranske učinke, da ne govorimo o zdravilih. No in v glavnem, ta gospa, ki me je klicala, absolutno ima strah pred avtoritetami. Se pravi, nekdo je doktor, on je pameten, jaz sem pa avtomatično zabita. Halo, a ne? To je samo potrdilo, da je hodil 6 let dlje v šolo kot jaz. Pač jaz nisem hodila toliko časa v šolo in pač nimam tega potrdila. Nikjer pa ne piše, da je bolj inteligenten od mene, a tega potrdila pa nima. In tukaj se ne tekmujemo, kdo je bolj pameten, ne na koncu. Ampak, če imam jaz občutek manj vrednosti, se bom počutila tako, joj, in doktor mi nekaj rekel, se moram klanjati. Zdaj pa preverite z mišičnim testom. Pred avtoriteto se moram klanjati. Mogoče ste bili v nekem življenju služabnik, služabnica in ste se mogli klanjati cesarju, riteljsko oditi. In zdaj tega časa ni več, vam ni treba se klanjati. No, zdaj pa pojdimo na odnose moški-ženska. Greste na zmenek. In na zmenku spremenite karakter. Postanete nekdo drug, ker enostavno imate neko fobijo, mogoče, pred vezo. In morate vnaprej odgnati bodočega, ne vem, recimo partnerja ali pa potencialnega partnerja, ker enostavno ni varno biti v vezi. In mogoče je vaš program Strah meje ljubezni. Lahko je naslednji program, podzavestni program, v ljubezni je vedno nekdo ranjen, ali pa sem vedno jaz ranjena. Se pravi, moram vnaprej odgnati vse možne ljudi in je bolj varno biti sama. Ampak po drugi strani pa ne bi bila sama. No, teh programov jaz nimam, tako da jaz sem to že vse preverila. A veste, zakaj sem jaz samska? Vam povem, zakaj. Jaz sem spraševala, bila sem pri Kim Spiritual v Horjulu. Jaz sem vprašala, pač nisem šla zaradi tega, da bi, no zdaj vam moram celo zgodbo povedati, da boste vedeli, zakaj sem pristala pri Kim Spiritual. V glavnem, moja prijateljica Irena enkrat pride k meni še v Škofji Loki in reče, jaz obvladam vse zdaj, kar se tiče vzgoje. Jaz to gledam, v redu, in mi začne govoriti in na koncu mi pove, da je bila pri Kim in da je Kim rekla tudi nekaj o partnerski zvezi, pa o tem, kako pomembno je, kaj dela z otroki, in sem rekla, jaz grem tudi tja. Mogoče pa dobim nek dober nasvet glede vzgoje. No in jaz grem tja, nič se ni vrtelo okrog vzgoje, vse se je vrtelo okrog posla, okrog tega, kar imam za delati, te vzorci družine, kar na koncu kar delam, da vam pomagam razrešiti vzorce, ki jih nosite v podzavesti. In na koncu, po eni uri, vseeno vprašam, se nekam, ampak vseeno, daj vprašaj te vodnike, če je po božanskem načrtu, da sem jaz še s kom v partnerski vezi. No in ona pravi, veš, naprej je stopil stric Jože, moj stric Jože. Je rekla, pa imaš strica Jožeta? Sem rekla, nimam. Ampak je rekla, bližnji sorodnik pred kratkim je umrl. No in v glavnem, očetov bratranec, Jože, ki me je imel rad, kot bi bila njegova nečakinja, v glavnem pravi, on je stopil naprej. Reka, on bo vse zrihtal. Ampak tega tvojega bodočega drži stran od tebe, zato ker moraš delati. No tako, zdaj vmes sem napisala 4 knjige, nimam pojma, nisem vprašala, koliko knjig moram vmes še napisati, ampak pridno delam in vam pomagam, da lažje živite. In na koncev se mi čist dober. A veste, tisto, kar je cilj v življenju, je radost. Radost je kompas, ki te usmerja in kdaj veš, da ni več določen odnos za tebe ali pa določena služba za tebe, takrat, ko ni več radosti. Dejansko radost je tisto čustvo, ki ti kaže, na pravi poti si. In tam, kjer občutiš še več radosti, to je ta prava pot. In tam, kjer ni, enostavno je čas, da poiščeš nekaj drugega, kjer je več radosti. No, zdaj pa ti partnerski odnosi. V današnjem času je ogromno ljudi samskih. Ogromno.
In pa ne govorim samo o teh mladih, ampak govorim moja starost, starejši, nekateri so ovdoveli in seveda vsak hrepeni po tem, da bi bil ljubljen in da bi lahko ljubil. Na koncu koncev vsi smo ljudje, vsi si to želimo. Ampak biti v odnosu z nekom, ki sebe nima rad, pomeni, da to pomeni dramo. In ja, prva stvar, ki se moramo mi vprašati, preden smo sploh v kakršni vezi, je to, kaj bom pa jaz prinesla v mojo vezo, bodočo vezo. Kdo sem jaz? A imam jaz sebe rada? A jaz znam govoriti resnico? A jaz znam izražati svoja čustva? Ker vsak prinese svojo polovico. In mi lahko napišemo, želim si takega partnerja, pa takega, pa takega, pa takega, in napišemo vse lastnosti, kar si želimo pri svojem partnerju, ampak prvo stvar se moramo vprašati, a imam te lastnosti sama? Se pravi, če si jaz želim pri mojem partnerju to, da se pogovarja, a pa jaz znam izražati svoja čustva, a pa znam govoriti tudi o tistem, kar ni tako, veste, kakšna stvar, ki bi bilo lažje malo zamolčati, malo ne govoriti o tem, malo skrit, a zmoram govoriti tudi o tistih najbolj temnih zadevah sebe, a me je mogoče strah obsojanja, izgube ljubezni, a me je strah mogoče, da bo nekdo rekel, ne prav obsojanja, tej se je čisto odpeljal, pač kaj jaz nosim v svojem srcu, ker prvo bom to prinesla v vezo. Naslednja stvar, to je moja šola, da se razumemo, ta naslednja stvar. Recimo jaz vem, da od te pridne punčke, ki je vedno ustregla, se učim postavljati meje. Da rečem ja samo takrat, ko res resonira to z mano. Se pravi, ne rečem ja samo zaradi tega, ker bi nekomu ustregla. In vem, da mnoge ženske imajo dejansko problem s tem, da želijo ugajati. Pač, se veste, in pol, če želiš ugajati, greš na zmenek, popiješ 2 kozarčka in pol je že vse super, zato ker želiš ugajati. In kje taka ženska pristane? Pač po hitrem postopku v posteli. Tako grejo zadeve, zaradi tega, če želiš ugajati drugemu, glejte, majčkeno alkohola pa s tam. In na koncu koncev vemo, da postelja ni glih najboljši začetek neke veze. Oziroma glih ni dober začetek. Tisto, kar je najbolj pomembno, je, da se povežeš s človekom na čustveni ravni, da zaupaš človeku in potem je, kar se tiče spolnosti, pika na i. No, tako da, ja, to sem imela za povedati. A gremo še na par kart. Da vidimo, za vse vas, ki si želite ljubečega odnosa, kaj vam sporoča ta trenutek stvarstvo. Da vidimo, kakšno je ta trenutek sporočilo za vas, kaj je prav, da ozavestite, veste, da spoznate. Da vidimo 3 sporočila. Prva je padla ven, boj, opustite ves boj, ampak v sebi, ne do drugih. Se pravi, vse odnose, ki vam povzročajo nek boj, opustite. Zdaj, o čem vam moram govoriti? Ogromno žensk, itak se vemo, da vse veze, spolne veze so povezane, tudi če pristanete nekje kot ljubica, pomeni, da se poznata od prej. Ampak ena stvar, kar moramo mi razumeti, da čas, ki prihaja, ne more več podpirati dvoličnosti. Čas, ki prihaja, ne more več podpirati tega, da mogoče ste v odnosu ali pa poročeni in da imate nekaj še pri strani, še neko vezo. Ena gospa mi je rekla, veš, saj vsa leta sem imela še enega partnerja, je rekla, ampak ta prasec od moža me je varal. Ampak na koncu koncev, in ji rečem, ampak si varala tudi ti. Rekla, kako bi pa preživela? Čak, se sta si pa enaka, če sta oba dva varala, ne? Se pravi, vsakršni boj, laž, zahrbtnost je treba opustiti. Iti v samoto in pozdraviti svoje rane. Dokler ne prideš do tega, zakaj se ti dogaja, kar se ti dogaja, ne moreš privlačiti drugačnih odnosov kot take, ki ti kažejo, kje imaš rane. In naslednja
zaupaj, ker vesolje te bo poneslo do pravih ljudi. Vedno, samo zaupati je treba. No pa da vidimo naprej, vodstvo boginj. Vodstvo boginj, da vidimo, katera boginja nas najbolj podpira. Se še izgovoriti ne znam. Japonska boginja Kuai-Yin, sočutje. Opustite sodbe o sebi in o drugih, osredotočite se na ljubezen in svetlobo, ki sta vseh. Ampak prvo, ljubezen in svetlobo v sebi. Kako naj po tej vibraciji privabim ali pa da ujamem se z nekom na višji vibraciji, če sem jaz tukaj v strahu, v jezi, v zameri, v ljubosumju. Vemo, da se z ljudmi ujamemo po vibraciji. In če sem jaz na neki vibraciji, ki so nizke vibracije, zahrbtnosti, dvoličnosti, kakšnega človeka lahko dobim? Ne tistega, ki sem ga napisala na list papirja, ampak ta, ki vibrira na zahrbtnosti, dvoličnosti, na varanju, pa še na čem, ki bo pritiskal na te moje rane in bo vest občutila spet zahrbtnost, dvoličnost, varanje, zlorabo. Se pravi, jaz moram najprej to vse počistiti in dvigati svojo vibracijo na ljubezen, na radost, na strast do življenja. In po zakonu, naravnem zakonu privlačnosti bo v moje življenje prišel točno tak človek, ki vibrira na tej isti vibraciji. Pač tako grejo zadeve. Zdaj pa kaj pa narediti, ko se v partnerskem odnosu spremenijo vibracije? Ker ko en začne delati na sebi, se avtomatično odnos spremeni. Avtomatično. Glejte, takrat, ali boste pomagali svojemu partnerju in mu povedati, a veste, kaj opažam? Ogromno žensk dela na sebi, bere knjige, dela marsikaj za sebe. Lili me je spet prišla pogledat semle, ta naša izgubljena muca. V glavnem, dela na sebi, ampak vse to skriva pred svojim možem. Ker bo rekel, da sem nora. Ja, verjetno si pa res nora, da skrivaš pred njim. Ker če mu bi pokazala, kaj delaš, mu lahko pomagaš pri tem, da bo mogoče on tudi naredil neko spremembo, tako jo pa ti delaš na samem in ker jo delaš na samem, tvoja vibracija se spreminja in ne, da bosta zaradi tega toliko bolj povezana, ampak bosta zaradi tega še toliko bolj oddaljena. Zdaj boste pa rekli, a je boljš, da ne delam na sebi? Meni je vseeno. Če želiš ostati na nizki vibraciji, pa je boljš, da zapreš vse knjige, vse videe o osebni rasti in gledaš z njim poročila in bosta sigurno na isti vibraciji. Pa ne pozabiti na tista poročila o 10:30, da se bosta prepojila z vso negativo sveta, da bosta potem lahko jutri zjutraj ostala povožena. Pač, ja, to je ista vibracija. Če boste pa vi njemu pokazali, le to delam. In vam povem, jaz sem celo na en zmenek šla, odkar sem se v Sežani, ni bilo nič iz tega, ampak okej. In prvo stvar sem povedala, kaj delam. A veste zakaj? Zaradi tega, ker hotela sem zaznati, če bi slučajno zaznala tisto nora. Ker če bi zaznala tisto nora, bi rekla, tako, okej, sva že zaključila. A ne? Pač to sem jaz, to, kar jaz delam, to gre iz mene ven, to ne more biti nekaj drugega. Ni, da sem ena minka taka in drugo pa nekaj delam. Ne, to sem vse jaz in to je v paketu. In se pravi, ta moški, ki prihaja v moje življenje, mora vedeti, s čim se jaz ukvarjam in bo vedel, s čim se jaz ukvarjam. In na koncu mora biti ponosen na to, da njegova ženska to dela, kar dela. Ne, da označi tako, tebi se je odpeljal. Glejte, vse, kar govoriš o drugem, govori o tebi. In ko označiš, da so drugi zmešani, ja, verjemite mi, da ta, ki to izjavi, je še bolj zmešan sam. Pač govori samo svojo resnico, nič drugega. No, zdaj pa gremo še na karte prehoda v novo dobo, da vidimo. Karte prehoda v novo dobo pa govorijo o partnerskem odnosu sledeče. Prva. Kam gre pozornost? Čas je, da svojo pozornost date stran od tega, česar si ne želite
in jo date v to, kar želite. In si ponavljajte: vidim mir, vidim ljubezen, vidim srečo, vidim vse, kar si resnično želim. A veste, kako sem prišla do tega? Bila sem na enem predavanju, kjer je Alan Kobilica, in veste, da je Alan Kobilica slep, govoril o svojem projektu Vidim cilj. Jaz to poslušam in se zamislim. On je slep in govori o projektu Vidim cilj in jaz imam dvoje zdravih oči in kaj je moj cilj? Kaj jaz sploh vidim? In to je bilo obdobje, ker nisem videla nič pred sabo. In veste, ko začnem ponavljati tam, vidim cilj in si ponavljam, vidim cilj, se mi pojavijo pred očmi nova vrata. Rečem, juhej, vidim cilj, mi se bomo preselili stran in bomo srečna družina. Ni bilo tako. Ta vidim cilj je bil povezan s tem, da jaz rabim iti skozi nova vrata. In sem dejansko čez kakšno leto dejansko odšla skozi stara vrata in dobila nova vrata. Ja, zanimivo. Kako nas vodi naša duša? No in kaj želiš, a ne, vidim cilj. Kam gre ta trenutek tvoja pozornost? Vse, kar delaš in razmišljaš, vse, čemur namenjaš svojo pozornost, se veča. Pozornost je usmerjena energija, zato svojo pozornost usmerjaj v napredek in v harmonične odnose. Vse, česar si želiš več, blagoslavljaj in vse, kar naj odide, blagoslavljaj. No in enkrat sem na enem predavanju leta nazaj govorila o tem in razlagam, da tako rečeš ljudem, ki želiš, da odidejo iz tvojega življenja, rečeš, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. No in v glavnem je gospa začela to meni razlaga, kako ona to v službi ponavlja pri sodelavkah, ampak tisto, kar je dodala, ni čista ljubezen. Zdaj, dajte tisti pi, pa vse ostalo sami. Jaz vam bom povedala tako, ko je ona mene rekla. Ona reče, jaz rečem tako v mislih za sodelavko, pa tudi sodelavce, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Po domače povedano, kurc te gleda. Ne vem, če je to Kristusova ljubezen. Tako da takrat, ko ne morete z ljubeznijo izreči tega, rečete, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Da vidimo, naslednje sporočilo za vas je, zato ker delate dobro, se vam dobro v izobilju vrača. In zaupajte vase in v življenje, podpirajo vas vsa svetlobna bitja. In ni zanimivo, tukaj je prišlo zaupanje in tukaj je prišlo zaupanje. Dvakrat zaupanje in to je karta 13, vam zdaj preberem. Ta trenutek se nahajate na točno pravi poti. Popolnoma nič vas ne more raniti, poškodovati ali prizadeti, zato ker je vaša duša večna. Ovire so le izkušnje, ki jih potrebujete na svoji poti. Ustvarjeni ste po božanski podobi in zavedajte se, da ste popolni. Bodite v sožitju in sozvočju sami sabo in povezani s celotnim stvarstvom. Bolj kot zaupate v svoje božanske sposobnosti, večja je vaša moč. No, tako. In bolj kot bo močna vaša moč, bolj bo ukrepljeno to magnetno polje okrog vas in hitreje se bojo dogajale stvari, ki so na isti magnetni frekvenci, kot ste vi sami. Pač zakon privlačnosti vedno deluje. Tako da, ja, sporočila. Uživajte, vse dobro vam želim, predvsem pa, ja, lep vikend in dovolite sami sebi, ja, da se imate majčkeno bolj radi. Pa da kakšno stvar počistite, pa ne mislim, da je treba ščistiti stanovanje, ampak svojo podzavest. Dajte, če bi toliko energije, kakor damo v čiščenje, pa pomivanje in tako naprej, dali še v svojo podzavest, verjemite mi, da bi se sijali kot kakšen angel. Tako da, uživajte, lepo se imejte in imejte se radi.